pomembne priče, da je ravno na dan, ko se bo v Državnem zboru sprejemal zakon o javnem redu in miru, ki prepoveduje poveličevanje nacizma in fašizma, da je ravno na ta dan bila objavljena naslovnica revije, ki predsednico Državnega zbora in dve naši poslanki slika v nacističnih uniformah. Sej eno od osnovnih pravil nacistične propagande je pač, to je povedal tudi zlovešči nacistični propagandist Josef Goebbels, da pač česar si sam kriv, to moraš obtožiti nasprotnika. In ravno tisti, ki že desetletja sejejo sovraštvo, laži, nestrpnost in izključevanje, so sedaj naše poslanke, ki se z vsem srcem borijo proti temu, obtožili nacizma in jih narisali v nacističnih uniformah. Tako preprosto ugabno je to, tako preprosto enostavno je to in tako preprosto res je to. Vemo pa sicer tudi, kaj se bo dogajalo naprej. Eno od pravil nacistične politike, ki jo je tudi opisal Josef Goebbels, je, da za politika v nacizmu ne rabiš posebne bistrobnosti, ampak zgolj trden značaj. Tako da lahko pričakujemo, da bojo sedaj tisti, ki so naše poslanke tega obtožili, to zanikali, se sprenevedali in bodo na vse načine ponavljali laži, tako kot je to delala nacistična propaganda še naprej. Zato se bomo kot da sedaj proti temu borili z vsemi političnimi pa tudi pravnimi sredstvi. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. V imenu poslanske skupine in stranke Gibanja Svoboda dajemo našo polno podporo trem našim članicam, predsednici Državnega zbora, dvema poslankama, trem neustrašnim ženskam, borkam za svobodo in predvsem neoplodljivim. Da pa bo popolnoma jasno, kdo stoji za tem zavržnim dejanjem te naslovnice, pa so se organizatorji tega hote ali ne hote izdali sami. To je zadnja stran tega pamfleta in vidimo SDS pristopno izjavo. Ta naslovnica to je SDS. To je za vsem tem stoji SDS, ki bi bil lastništvo tega medija. Da ne bi bilo kakih nesporazumov ali vprašanj o temu, kdo v Sloveniji se poslužuje zavržnih metod politične propagande, kdo deli narod in kdo ima na vse zadnje eno globoko frustracijo nad svobodomiselnimi ženskami. Ni slučaj, da so ženske ponavadi žrtev SDS-a. Gre za globoko frustracijo grupacije nad tem, da so ženske na vodilnih in na pomembnih funkcijah v današnji družbi in politiki. To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Vsem upravičeno lahko rečem, da je SDS spet pokazal, da so prvaki v blatenju, v sramotenju, v degradaciji ljudi, vseh tistih, ki so jim na boku. In tudi to lahko povem, da nam je vsem izjemno čas, da smo jim na boku. Metode, ki jih nekateri imajo v tem parlamentu že 30 let, bodo nekoč preteklost. In tudi mi bomo naredile vse v tej smeri. Ob tem naj povem še to, da bomo uporabile vsa pravna sredstva glede tega zadnjega napada, pa ne samo zaradi nas, zaradi vseh vas, ki se
boste morda nekoč znašli njima na poti. Ste to videli sebe na tem? Nacizem je zavržena ideologija, nacizem je nekaj najhujšega, kar se je zgodilo v tem svetu. Proti temu se borim že zelo dolgo. In zelo dobro poznam metodo nacizma. Od programa T4 do genike, končne rešitve judovskega vprašanja, do vojnih zločinov, iztrebljenja določenega dela prebivalstva. Da smo tako nizko, si nisem nikoli mislil. Da bom soočena s čim takim, si nisem mislila. Ne v Sloveniji, ne v državi, ki se je med drugo svetovno vojno uprla nacizmu in fašizmu, premagala nacizem in fašizem, ga izgnala iz naše države in rekla ne, nikoli več. Še kaj? Mislim, da vam to povem vse. Vse. In zdaj vam povem, tako kot tukaj stojim, se bom borila še naprej. Z vsem. Proti vsemu, kar predstavljata. Ti dve najbolj zavržni, grozljivi ideologiji, ki sta pobrali na milijone življenj in ki bi morali biti pokopani za vedno. Storila bom vse, kar je v moji moči, da se nikoli več ne zgodi, da nihče več ne bo trpel zaradi tega. To, kar smo danes videli, je... Nimam besed.